Jedro razstave predstavlja 53 grafik, ki jih je Makučeva družina donirala galeriji Božidar Jakac. V razstavo so vključili še nekaj drugih del, s pomočjo katerih so lahko pripravili kronološki vpogled v delovanje Vladimirja Makuca. Razlog za razstavo je ta, da je Vladimir Makuc eden vidnejših umetnikov iz tega slovenskega, bivšega jugoslovanskega ali pa širše mediteranskega prostora, pač en vidnejših umetnikov druge polovice 20. stoletja, ki je praktično deloval skoraj 70 let in je zapustil eno ogromno likovno zapuščino. V galeriji Božidar Jakac skozi retrospektivo skušajo predstaviti vse, kar je Makuc delal. Njegove začetke skozi grafiko do pozne kariere, ko se je obrnil v kiparstvo in slikarstvo. Začenja se z 50 leti, z deli, med katerimi mnoga sploh še niso bila nikoli objavljena ali pa javno predstavljena, in se potem nadaljuje z 60, 70 leti, ko je v bistvu Vladimir Makuc deloval predvsem na področju grafike. V tistem obdobju je bila namreč grafika izjemno priljubljena in podprta s strani kulturne politike. Čeprav je bil Vladimir Makuc predvsem znan kot grafični ustvarjalec, se je v 80 letih začel intenzivneje ukvarjati s slikarstvom. Njegovo slikarstvo, sliko je že prej, ampak zaradi recimo samih tehničnih prostorskih kapacitet ni mogel. Namreč Vladimir Makuc je šele nekje v sredini 80-ih prvič dobil atelje, predtem je delal v svoji dnevni sobi in zaradi tega so posledično dela precej majhna. Skratka, od 80 let naprej se pa v bistvu razširi ta njegova praksa. Tako da predvsem se povečajo formati del, ogromno je slik, začne delati skulpture v keramiki, v porcelanu, pa recimo tapiserije. Skratka, starejši kot je, bolje razvejan, dodaja Miha Colner. Medtem pa se njegov motivni svet ves čas ponavlja, predvsem krajina, ki ga je spremljala celo življenje.